Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je še vedno prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes sta z mano dva lika, ki jih bom prosila, da se kar sama predstavita, ker ponovadi to naredite svojim gostom. Živijo, jaz sem tetraeder. Moje ime pa je Tin Vodopivec. Ali pa jih bom jaz predstavila. Z mano sta Gašper Bergant in Žan Papič. Živijo. Mislim, da ne rabimo posebej poudarjati, da sta komika. Povejte, kako sta? Fantastično. Nikoli boljše. Nikoli boljše. Pestro obdobje za vama, pred vama. Oboje. Prej si rekel, Gašper, koliko 26? Mislim, da imamo Ja, še 26 do konca 26 leta. do konca leta. Predstav. Pač predstavlja, pa še kje pride vmes. In odkje črpate energijo? Iz bančnih računov. Po energijskih tablic. Pač moraš narediti, ne. Deloholika smo. Ja, to pa res. Zdaj jaz vsake gosta prosim, če sabo prinesejo osebne predmete. Mislim, da nam pogled kar beži. Kaj sta prinesla? Mogoče Gašper. Jaz sem gojzerje prinesel, pač sem bil med dvema stvarema, ali prinesem kište za orodje, ampak ko sem bil v avtu, jaz sem parkiral predele, če imamo vse orodje, ne da nam tega nosil. Pa gojzerje pa dejansko večkrat uporabljam. To je moja najljubša obutev, če bi lahko bi nosil skozi za delo, za naravo, za hribolazništvo. Za oder pa Za oder pa ravno ne gre, ne? Ne, ko se preveč čudno bi izgledal. Če bi delal kak klik, ja, ampak to je moja najljubša zadeva na svetu, zato ko to daš gr, veš, da se bo nekaj naredilo, ne. A boš delal, a boš se rekreiral, ali boš pač šel nekam sam, brez obkirmo, ki razlagal pa povedal. Pa gojzerje, mislim, da vsak rabi en tak dober partner. Je tudi ta protivtež show biznisu. Ja, da se ti ne zmeša. Tako lepo si to napeljal. Žan, kaj pa je tvoj predmet? Moj predmet je pa espresso šalica roza barve, ker sem ljubitelj roza in vijolične. Tako se mi zdi fajn biti nežen. V zadnjih letih odkrivam to svojo nežno plat in jo negujem. In tudi meni sram tega sprejeti. In kava, ker imam ful rad kavo, sicer sem zdaj v zadnjih letih zmanjšal, skoraj ne pijem več, oziroma so dnevi, ko sploh ne spijem, ampak imam pa doma ogromno enih aparatur za različne pripravke kav in tudi zbiram espresso šalice, ker so mi lepe. Tako da estetika. Včasih, ko sem bil mlajši, sem bil ful zagovornik neke vsebine in ne toliko forme, ker nisem maral teh sofistov v filozofiji, ki postavlja formo pred materijo, ampak v zadnjih letih sem rad malo l'artist in uživam v lepoti zaradi lepote same in mi je to tako, dovolj mi je, če je lepo, ne rabim imeti nobene vsebine. Tako je vidiš to razlike med nama, ne? Ravno študiram, ti si ta ženska energija v vajnem dvojcu. Ti si pa ta... Ja, jaz sem top ali bottom. Vsi gej kolegi od Berganta pravijo, da sem z njihove firme, ampak nisem. Ja. GDO. In še skupna predmeta? Ja. S tem sem bogatela. Ne, to naj druži. Klej so se spoznala na Metelkovi pred leti na odprtem mikrofonu in je skupek najnega druženja mikrofon. Ali je to podcast, ali so to stand-upi. Drugače se naj bi družila, absolutno. Plus staje iz... Predstave, iz premiči, sama ja. sta najboljša. Pravi diamanti, mimo grede. Aha, Ja. to je res pravo bogatstvo. Ja. Zares, niso pa zares mikrofoni, so rekvizit, so ful cenejši od pravih mikrofonov. Ja, ampak je to ena, mislim, humorna je druži definitivno. Če ne bi bila komika, ker so osebno sem toliko različna, da absolutno bi se prezirala. No? Vsi se tu zdaj. Kako pa humor rešuje v odnosih. Točno. A pa je takoj kliknilo, ko ste se spoznala? Ljubezen na prvi pogled. Ne, res me zanima. A smo se res na Metelkovi? Jaz sem Gašperja gledal na Metelkovi, ko je prišel. Mislim, Gašper moraš vedeti, že zdaj velja za enega frika pa kralja črnega humorja. Res je že toliko čez, da je že v redu. In je v tem toliko poseben in toliko dober in to neko ruralno slovensko grotesknost je dvignilo na res en tak briljanten nivo Mišlenove zvezdice, da smo vsi sam gledali, kaj se da narediti iz tega. Genialc, skratka, briljanten, diamanten. Je na pohvalo plače. Ja, in
Ja, meni je bil všeč, ampak publika ga totalno ni sprejela. On je imel take težave prvega pol leta ukvarjanja s stand-upom. Mi smo hodili to gledati, ker so bili to kolapsi za Ker se je spropadal. Res. Jaz sem se, vidiš, pa me je začel početi. Dobro, ko imaš novčenka. Ja. Jaz sem prvo leto, bo moja danska nastopa, da je mikrofona, pa mic stand, nisem dal stran od obraza. To je trajalo še pol let, da je sam stal pred mikrofonom. Ni ga sploh primil roke, ampak je prišel gor, stal, govoril njega in šel dol. In preden se mu je folk začel smejati, mislim, da je bilo na 7 mesecev. A več. Mislim, nekaj tajega. Jaz sem imel res bizarne nastope. To je bil Pa so šok. bile slabe šale ali ljudje še niso bili pripravljeni? Vse je bilo slabo. Ne, Jasne šokantne šale. Šokiruje. Mislim, ti si znal res... Pa ne znaš tiste, kar imaš v glavi, pretvoriti pol v dovolj dober tekst, da ga lahko prezentiraš tako, da ga bojo oni tudi vzeli. Ali poveš, tako je tebi smešno. Če bi mi dva vse povedali, kaj je nama smešno, kako se mi pogovarjamo med sabo, redko kjer bi se smejal, ne? Ja. Moraš malo zapakirati za publiko, pa kjera publika je, pa kje nastopaš. Jaz sem skoraj tudi propadel, je bil 3. moj nastop na Stand-up komik leta. Stand-up komik leta, ja. In drugi komiki se iz občinstva delali in to se ne zajebam. Ja, in kaj te je vleklo naprej, da si se vračal na Ker sem pot? psihopat. Perica mi je na koncu rekel, se je sam smejal, rekel, moraš ločiti, veš, korpo, privat, gostilne, to už mogo ti ločiti, ker ne moš posod iste delati in je res. Ker ne boš zdržal, pa ne boš plačen, pa vse, kar prije zraven. Vse ta genialci pa tudi ne, se pa tudi vsako leto spreminja. Je pa filozof, on pa vleče material iz knjig. Pa iz sebe mogoče. Tudi iz sebe, ampak znaš res povedati, vse smo že bili priča temu, kakšen mojster besede je. Ja. Med drugim imaš tudi, si izdal svoje poezije, ne? Ja, no dobro, tu so neke stvari, ko jih delaš zase in za nazaj. Se mi zdi, da moraš doskrat sebe pobožati v preteklost, ko se nisi znal. In ful pomaga, dejansko pomaga, da se boljše počutiš in da se sprejmeš. Tako da, v bistvu, vsebina mi je pomembna, ampak medij mi je pa vsak zanimiv, no. Tako da ni pomembno, ali je to gledališka igra, ali je pisanje, ali je poezija, ali je to druga gledališka igra za druge ljudi, ali je to film, ali je glasba. Mislim vse sam, da neki stvari, še pa fajn, da si v teh stvareh vsaj približno dober, pa da se držiš v tistem, kar si najboljši, ker če ne, publika trpi, no. Zdaj, Žan, ti si zelo odkrito tudi spregovoril o svojem psihičnem zdravju, zlomu. Kako si zdaj? Te napolnjujejo te polni dnevi, no, se kaj paziš? Ne rabim se, včasih me je tu ful morilo in me je ful prazno, dejansko, tudi nastopanje, pa tudi če so bili slabi nastopi, jaz sem se masekriral, tudi na televizijsko oddaji, ko rečeš kakšne stvari, pa izpadeš malo neumen, ali pa ne poveš glih tega, kar misliš, ali pa poveš slabo, mene tu vse, jaz nisem mogel zaspati, ker sem se sekiral, kaj vse sem povedal. Zdaj me pa te nastopi polnijo. Mislim, včasih mi je bilo nenormalno, da jaz sploh polepšam dan človeku, sam da me srečam. Je bilo to bizarno. Vi sploh ne poznaste, res nisem toliko zdaj fajn, kot vi mislite. Zdaj mi je pa tako, ko me srečam, je tako, ma super, če sam tudi ne srečaste, vam je fajn, ma super, pridite, tudi se mi ni težava zdaj pogovarjati s temi ljudmi, ko pride na nastope, ko se fotografirajo z nami, ko jih tam počakamo in se pogovarjamo. Tu me zdaj vse polni, mi je ful lepo, da ljudi tu spravlja dobro voljo, ne slabo voljo. Kako pa je prišlo do tega klika, da si to sprejel? Ja, mislim, meni je ful fajn, če se najprej zlomaš, pa razbijaš do faktorjev, prafaktorjev in potem sem se sestavil nazaj, kakor sem hotel. Tako da prej se mi zdi, sem vedno hotel biti nekaj drugega, zdaj mi je pa super biti jaz in hočem biti sam še bolj jaz. In probati biti čim boljša verzija samega sebe. Tako da zdaj sem okej in bom okej še naprej. Ni pa tu težava govoriti, ker itek mislim, sprejel sem to dejstvo, da bomo nekoč umrli, ali pa ne vem, če sem še sprejel, no. Ampak me to ful razbremenjuje. In tudi, ko enkrat dosežeš dno, res zgubiš vso dostojanstvo, vse ti imaš ta občutek in ko se ti enkrat to zgodi, okej, zdaj vsi veste, tu sem, kaj sem in zdaj sem res lahko tu, kar hočem biti in lahko povem, kar si mislim. Sicer na prijazen način, to ne pomeni, da bom zdaj nesramen in se razbil, ampak jaz bom se potrudil, da se počutim čim boljše, bom probal, da se tudi vi počutite čim boljše v moji družbi in to je tu, ne bom pa zdaj spreminjal sebe, zato da se bojo drugi počutili boljše ali karkoli. Gašper, kako si pa ti spremljal to njegovo osebnostno razliko? Ti vse na drug način procesiraš. Ne, pač meni je bilo fajn, da se je porihtal pol, ne. Je bilo pa zaskrbljujoče, valjda. Mi smo nastopali skupaj. Vem, da je bilo, ko smo bili tudi v Rožni, ne vem, koliko pozabo, ko sem ga gledal,
koliko cajt, da ni spal? 2 tedna. Se je peti nekomu, ki ti je pomagal. Ker prije to, vsak me se lahko to naredi, ma se je pol pošlihto, ampak vedno humor pri njemu ostaje, ker tudi vem, da je bilo po nekaj pauze v podcaste in je nekdo napisal, zakaj ni podcaste in je rekel, Berganta, čakamo. To mu je odpisal, med temu, ker smo vsi čakali njega. Ne? Ampak ja, lej, to se, hvala Bogu, se o tem govori. Zdaj malo bolj na glas, da se... Ker čas, jaz vidim, to je bil, še vedno je za nekatere taka tabu tema. Vidiš na podeželju, da ljudje, recimo, alkoholizma, ker je drug problem, ne rešuje zato, ker je, kaj bojo oni, kaj bojo sosedi rekli, kaj bo... In ljudje so pripravljeni enega zapit, ga prenaša 30 let, namesto da ga poslali drugam. Mislim, na pomoč, zato, ker kaj bo nekdo rekel pola, ne. To ukvarjanje z drugimi ljudmi je kar kritično v dostih primerih. Ker na koncu, ko ugotoviš, koliko je ljudem malo mar za tebe, koliko malo pa misli do na tebe, vidiš, da se res ne splača razmišljati o mislih drugih. Ampak drugače je pa cool. Zdaj je boljš. Ti si v redu? Ja. Vse mene pa ne vprašam. Mislim, vsak tu ima različne predispozicije, biološke, genske, kakršnekoli in tudi življenjskim slogom lahko pripomoreš temu, da se boljše počutiš. In če bi se tam pogovarjali, bi dejansko lahko ful več ljudi poskrbelo, da je bilo boljše. Se mi zdi, ko vožnja z avtom, mislim, lahko voziš normalno po cesti, pa pač zavijaš dol v prepad in si to povzročil sam. Tako da pač treba poskrbeti, da si čim več na pravi poti pa v čim boljši formi. In če imaš neke predispozicije, pač moraš to sprejeti in se bolj potruditi, da si boljše. Ne? Ker drugač pa decembra ljudje iščejo rešitve sami. Ja, december je. December je kar za nekatere manj prazničen kot drug. Ampak za vaju pa zelo delaven, ne? Ja, nimamo časa se ubiti. Pa večkaj, tudi zdaj opažva, ko imamo te nastope, ko prihajajo k nam po nastopih, ko govorijo, koliko jim pomagamo, Ja, koliko to je poslušajo ali pa res bizarno. Mislim. bizarno, ja, ker ne pomisliš nikoli na to, ker pač delaš neke iz vidika zabave pa tega, da spoznaš ljudi, pa da malo scena, ne vem, tudi spoznaš, pa da pač za druženje, ne delaš ti Z mislijo, da boš komu da boš pomagal. kjermu pomagal, pa ti pride nekdo reči, da izpravili ste me čez neko obdobje, pa zanj je prišel, ne, jaz sem zaradi vaju šel k psihiatru in je cool. Je dober občutek, ne? Ja. Učiteljce rešujejo teste, popravljajo, ko poslušajo naju, folk je diplomiral poslušanja, ki se je učil, pa imel to za sprostitev. Tako fajn, no? No, kako pa je sploh prišlo do teh fejmičev? Kako je padla ideja, da imamo zdaj nekaj posneti? Iz dolgčasa? Ne, iz dolgčasa. Ne, Gašpar je imel to inicialno. Jaz sem ful poslušal Open Anthony Show, to je neka oddaja bila iz New Yorka, radijska. Ona dva sta imela 2 oddaji. Ena je bila na FM radio, se mi zdi, in tam nisem mogli, pač tam sta se cenzurirala. In potem sta šla čez cesto za popoldanski šiht in tam sta pol imela ponovati komike. In ona dva sta imela to varianto, da sta vsak dan vabila, sta imela različne goste, ampak vedno sta imela trio, da sta imela enega komika zraven. In to je, jaz, ki sem to čul, mi je bilo nor, ker je bilo toliko zabavno, ker ni mi bilo vseeno. Če bi kjerkoli gost je prišel, oni se ga lotili. Mislim, Louis C.K. enkrat, Rumsfeld, kaj on bil politik, sred intervjuja začel sprašati, gospod, a vi ste kuščila, ne? Mislim, on je resno razlagal politike in on je kar nekaj, ampak prišli do tega, da ste vi kuščali. In ni šel nazaj iz tega. In potem sta ona dva šla, Anthony je naredil prvi podcast, zaradi njega je rato Joe Rogan in potem se je ta scena začela. In jaz sem imel ful želje to narediti in pol je bil en podcast pred tem, ker sta bili 2 oddaji in potem smo se pa mi dva najdel, ne to še kak je. Predtem si imel ta, a že snemaš? A že snemaš, ja. Imaš 2 komika oziroma semikomika. In tiste je bilo tudi malo skaj se naučiš, mislim, tle je dosti fora, koliko so ljudje, koliko zdržiš, ker to je delati neke, bolj ne zastojn, toliko cajta, ne veš kam gre, ne veš točno poante, sam veš, da bi bilo fajn, če nekaj rata, mi dva zdaj delamo kaj
3-4 leta. Ja. A veš, pa je... 200 oddaj bo, pa Ja. ne vem, 20,000 poslušalcev. Pa zdaj se je nekako primla, a ne, če tako pomisliš. To je ogromno enih ur, pa energije, pa kreganje, pa dobacivanje, pa pogovoru, pa diskusij, pa prostovoljstva, plus moraš se naučiti delati z ljudmi, a ne. Ti si kar naenkrat porateš, ne sam model, s katerim se en pogovarja, ampak kar naenkrat iščemo sponzore, iščeš lokacije, iščeš ljudi, ki bojo prišli na trg, načrtuješ za, ne vem, par mesecev lahko naprej, a ne. To rata iz neke zajebancije, rata to podjetniška stvar, ne? In je to čist nekaj, kar morati na začetku nisi pričakoval, ne? In se ne smeš ustaviti. Ker če se pa ustaviš, še posebej naš po poslu, če te 1 leto ni, te hitro ljudje pozabijo, ne? Ti si pač rabiš pauzo, ampak ne smeš si predolgo vzeti. Zdaj, 172 oddaj je že objavljenih, če sem prav videla. Možno, ne? Veliko gostov se je zvrstilo. Kdo vaju je najbolj presenetil? Če čisto na hitro presenetil. Da niste nič pričakovali. Mene je Vili Resnik, čeprav on ga je poznal odprej. Jaz sem mi vse povedal njemu, ampak nisem pričakoval, da je tuk. Taka raketa. Kaj ti rečeš za njega že? Kaj, da je ful energičen. Ne, ampak unak, da... Če bi kokain se te odvegan, bi pošnifil Vilija Resnika. Ja, ampak... Oziroma za goste, ja, da mora biti, gost Femič mora biti zanimiv, znan ali pa nor. Najboljše vse troje, ampak ni vsak Vili Resnik. Ja, Vili Resnik je bil res super. Tebe ne boš presenetila Saša Landero. Saša Landero je super, ja, mislim, kjer energija, taka res žur bejba, zna dvigati, ona cel prostor dviga v luft, tako svojo energijo. Jaz sem nekaj doživel na eni žurki, nekaj v Zagorju, kaj smo delali, in sem jih spoznal in sem videl, da bo pač energijska bomba. Kavbojka se mi zdivno, ko bi škornji odprla vrata, pa rekla, kje smo deci, pa kaj zdaj. Tako, mislim. Čeprav tako mila. Nuškana, mičkana, ja, ni. Mi da obožujemo te ljudi, ki veš, da so pripravljeni skoči na mizo za žurka. To je res, pa ni važno, če jim koline ne delajo več, bo izplezali gr. Kdo naj je še tako presenetil? Koga ste se pa najbolj bala mogoče, da ste se vseeno malo bolj pripravljali? Niso se na nobenega zares pripravljali. Mogoče je bilo z Audičem najbolj tak, da je bil zelo umirjen, pa smo zašli v neke teme, ki jih nismo pričakovali, ampak je bilo super, ker smo ga spoznali čisto v drugi luči. Pa Martin Golob, ker je pač fajmošter, vseeno neko spoštovanje, ker ga on čuti in vidiš, da je totalno v temu. Recimo, jaz nisem ateist, ampak nimam izbrane svoje vere, niti ne kršem nič, ampak vidiš, da eni ljudje to res živijo in da to za njih je absolutna resnica in to moraš spoštovati in je dober človek, mislim, in da pomaga ful enim ljudem. In hkrati pa ima smisel za humor in se z nami šalo in tudi, mislim, to, kar nismo posneli, so bile toliko briljantne stvari, ampak spet jih ne moreš dati ven, ker enostavno ene stvari so za nas in ne gre mimo, ampak briljanten človek. Martin Golob je mimo grede najbolj klikan. Ja, super zvezdnik, on je res super, on je rockstar, mislim, to je Luka Dončić duhovništva slovenskega. Da on pa ta Bobnar, ki je... Ja, Bobnar je tak zakon. Ki prodaja te... Traktorje. Ampak to je bilo najboljš, ki me je Pabič, mislim, da sme klica po en teden, ko sem, s fotor gledamo te traktorje, to je nor. Takrat je pa videl, da si ti oživel, ko ste začeli odkriti. Ne, pa on je, jaz sem rekel, sem na prodaji rekel, on če bi bil recimo v Nemčiji, na nemškem trgu, on bi bil milijonar. Ker tukaj ima on znanje, pa to specifičnega, pa kako se spozna, ker pri nas je trg je mehen, tudi za naju, tako da si malo omejen glede tega. In čas imaš kire goste, ki ga gledaš, če bi ti bil v tujini, tudi za Saške smo to. Če bi ona šlagerka bila, ona bi bila v Nemčiji, bi bila pa na Ibici celo leto, ne bi vedela, ki se ji glava drži. Pa veš, zdaj imamo posnetih kar nekaj epizod naprej, ker pač mora tako delati, ker je december tako poln in januarja, ne vem, nas tudi ni. In prihaja Luka Mezgac in jaz na njega polagam ful upov, ker smo imeli enega super zvezdnika, športnika, ki vozi Tour de France in je povedal kar nekaj reči, so bila navdušena, da je en kolesar toliko zgovoren, pa tako zabaven, tako da še prihajajo piki novi. Koga se pa mogoče bi želela imeti, pa kar ne potrdi? To je recimo. Aha, ona noče pride. Ne, žal. Ker se boji kamere.
Mislim, ona ne pride, če ne sme gledati v kamero. Ja. Ona želi gledati v kamero. Nočemo pa tega intervjuja. Ker to je pa razlika med igralci in pornoigralci. Igralci gledajo mimo kamere, pornoigralci direktno. Govori človek, ki je nekaj bil na sejmu tega. Katarina Časna je sigurno ena želja, ki jo hočemo imeti. Dončiča, Luka Dončič, če prije to do njega, bi ga bila zelo vesela. V bistvu, jaz si želim še bolj nekih ljudi, ki niso femiči, v smislu, Tako. da so zanimivi ljudje, da so neki friki, norci, ki so najdli neko svojo pot. Ni važno kaj, ali je to od mizarstva do, ne vem, smetarja v končni fazi. Se mi zdi, da vsak paše v naš format in si ga želim spoznati in ta zvedavost teh ljudi, tako sam pridi, da vidimo, kaj je. Bavnika bi lahko imela. Bavtka je. Samo prid Bavtku! To je en youtuber, ki je isto smetar, ne surfa. Oni reče, da surfajo zraven doma imaš neko dopolnilno dejavnost, kjer peče tam na žaru meso. Kilo pa polna človeka. Res je tako ogromen, ampak srčen človek in je spet en zanimiv lik, ki bi ga splačalo spoznati. Ne. Pa se vam zdi, da sta skozi vse te oddaje v bistvu vidva ratala večja femiča od svojih gostov. Da je zdaj že kdaj, da sta vidva bolj slavna od svojega gosta. Mi dva smo v glavi bila vedno briljantna. Mi dva so se vedno čutila, da smo neodkrita diamanta. Sploh Gašper. Ne, jaz nikoli zares nisem razmišljal o tem, če sem odkrit. Hotela so biti čim boljša v tem. Nisem razmišljala, kaj nam bo to prineslo. Hotela so si zgraditi neko bazo svojih zvestih poslušalcev in gledalcev, ki bo potem hodilo tudi na naše nastope in hotela so se uriti v eni veščini, ki je izpraševanje in iskanje humorja. Vsi v temu so ful pretiravali na začetku, ne šlo daj ljudem tudi na živce in tudi še zdaj, kdaj greva čez rob, ampak so ratela ful bolj normalna izpraševalca in pade šala le tam, ko je prostor za njo, ne na vsakem koraku. Ne. Čeprav Gašper je res, jaz ga kličem kar šalomat, ne, ker to je model stalno pribija in stalno. Ti govoriš in on ti bo zraven metu šale vmes, ker bo pač neverjetno. Mene je ful zanimivo gledati, ker zdaj se je v zadnjih par mesecih se je kar povečala publika, ne, in vidiš, da so ljudje, ki so začeli na tej točki gledati in so tudi starejši, ki to gledajo in jim ni jasna forma teh pogovorov, ker misli, da je to dejanski intervju oziroma polnočni klub. In imamo te, jaz ti garantiram, da je vsaj 20 ljudi, ki to gleda, ki se sprašuje, kje je on model na klavirju. In ti komentirajo vedno od spode, zakaj tako skačete v besedo? Pustite gosta, da pove svoje. In zdaj se pa itak med komentarji se pa začnejo kregati. In tako si ti rekel, to veš, da je fajn, da ti je ratel, nekaj se začnejo ljudje med sabo kregati, to je the best. Ker mi je mar, da je vsebina in to je super. Ja. In tudi hočeš te ljudi, ki te spremljajo. Porate, kako bi rekel, čist druga forma človeka je to, kot bomo rekli, fena, ker se vse počutijo, kot da se poznamo. Se kdaj s kjerma, ki je sreča, če ga ne poznaš, padeš v debate, ki te je gledal in če ti se jaz to čist razumem, ker jaz sem tudi, ne vem, ko sem gledal Patrice Nila, ki je bil tudi na Open Anthony show in komik, jaz sem vedel vse o njem, on je imel pa Black Phillip show. On je pa tak, po mojem, če bil lokale z njem, jaz bi se lahko ure menil z njem, ker tu poznaš pol vsega, ne. Ker drugače imaš malo omejitve, ne, kako izveš od človeka, pa to, tle imaš biti pa kar odkrit, pa... Ja, sam ne ljudje uletavejo. Kje si ti, že dolgo si nismo videli, kako gledaš, kaj... Ne, si se ne poznava, no, sam... Ampak moj občutek ne, da me pozna. Zdaj mi je rekel, oprosti. Rekel, zakaj? Hotel sem reči živ, jaz sem se vmes dojel, da se ne poznava, pa sem rekel, oprosti. Ja, ok, oprosti. A pa je kdaj mogoče nadležna ta prepoznavnost slava, ko imaš slab dan, ko hodiš in te ljudje ogovarjajo? Vsi slave zares ni v Sloveniji. Meni se zdi, da to je Luka Dončič je zares slava, pa Tina Mazer, pa to so te ultra, pa športniki se mi zdi, da itak jih bolj čislamo, pa je to fajn. Ampak prepoznavnost, ampak veš, en lokalni model, ki ga vsi poznajo nekje, je mogoče bolj prepoznavno od tebe v enem kraju kot ti. Tako da to v Sloveniji si tako vsi poznamo. Mislim, jaz včasih prej dobim na telefon predsednico države kot Gašperja. Pač, to je Slovenija. To je Slovenija. Pač enostavno je to dejansko friend, ki se ti ne javlja, se ti bo bolj pole javil kot predsednik države. To v eni drugi državi to ni mogoče, sploh prije do tega. Tako da prepoznavno, vsi smo prepoznavni. Ja, v 2 urah si posod, ne.
Zdaj si ravno omenil predsednico države, politikov pa ne vabite v svoje Sva podcaste. imela Jonasa, ker ga smatrava kot bivšega kolega, čeprav ne vem, koliko je to okusno zdajšnje aktualne politike vabiti v podcast, ampak mi dva niva filtra, tako da dejansko bi imela vse, od Žana Mahniča, Janše Tonina do Borota Pahorja, Nataše Pirc-Musar, res nima težav s tem. So nas naju hoteli malo zlorabiti pred volitvami, ampak smo pol zategali naročno, ker enostavno ne bi mogla dati dovolj prostora vsem in časovno ne bi mogli tega spomniti. In to bliže volitvam, ko si boljša pozicija, to za politika, tega pa nisem. Ja, porataš pa sam propagandni. Mogoče bi pa lahko kakšno predvolilno soočenje vodila, To bi če bi si upali priti v gost. Ja, ne vem, kar mislim. Kako imate te hitre fejmiče, quickie fejmiče? Ja, ekspres, ampak veš kaj, probala smo šla na sestanek z enim politikom in jaz sem ga malo previl tam na mizi, ampak so tako dobri zmikavti, tako vse požrejo. To je, mislim, ti mu vržeš en kup smeti, 3-krat večji od njega, on pa to požrl in predelal. Ja. Dobri so v tem. Velikani. V bistvu se pa ne da s tem Ne moraš, oni so tako dobri v tem, da mi dva jih lahko prvijava in kaj, ne bova jih prvila in bova sami spadla idiota. Pa ne, pa rabo bi pol celo ekipo od zadaj nekih dejanskih novinarjev, raziskovalnih, da lahko imaš mase. Ne briga, politika veš, na občinski ravni, na državni ravni posod je nekaj, veš, kamorkoli priješ, noči se s tem pač mešati. Zdaj letos sta pa tudi en nov, oziroma čisto unikaten projekt naredila Dobrodelnost, dobrodelni podcast. Kako pa sta se za to odločila? In velik uspeh sta dosegla, no, kar preko 60,000 evrov se je takrat nabralo. Ja, sem se zunga poplavnega območja, bi se klicali, idemo narediti. Jaz dejansko nisem jih toliko naprej razmišljal, da je fajn zbirati, ker pri teh stvareh se gnar vedno rabi. To so milijonske škode gor. In hvala Bogu, so bili pripravljeni to narediti. Jaz kot domačin lahko malo več, bolj specifično vem, kje je kaj narobe, pa lažje se z ljudmi pomeniti, ker ve, da nisi prišel z nekmo namena čudnemu gor. Pa res smo na hitro naredili, ker res nisem niti, ker ste prišli, nisem benga prej klica, ker mi je tako, da vem, da se tleve kamere, pa to, pa vsake nekaj govori, nisem se rekel, bom poklical prej, če maj cajt, pa volil, pa če mu kjer ga najde, da greš mu pa jaz lapo pa razlago, ker so bili itak pod stresi, to bolje, pa ima tedna šele popistile, prej je adrenalin, pa sam delaš, pa kaj enkrat se malo spuca, si šele zaveš, kaj se je naredilo. In to me je celo dolino spremenilo, ne, da se kraj nikoli več isti. Mrzdo je res nasrko, to so bojo mogli zapustiti hiše, eni so jih izgubili. Ne? In jaz sem vesel, da se je to naredilo, je pa to, ne veš pa zares, kako pomagati, ker to so tudi, nekaj je denar, nekaj je pa pol tudi psihično pa to. Dolgotrajne Seveda. sledice. Ampak vseeno zajeten znesek sta zbrala, sta pričakovala tak odziv vajnih mislim, upali smo, noben nas ni zares toliko razmišljal, koliko bo. Pač narediš, pa vidiš, da nismo prej nikoli probali, nimamo nekega renomeja za to delati in nimaš izkušenj, nimaš statistike. Tako da smo bili ful veseli, ki se je toliko zbralo. Ja, je pa tvegano, mislim, zastaviti svoje ime za finance. Ja. Ta veste, kam je šel tam ta denar? Vemo dejansko, kam je šel ta denar. Vemo, kje je, vemo, katera komisija, ko bo odločila. Ja. Zdaj sam čakaj, da so se nabere, to razparcelirajo. Čakalo se je še za struge, ne? Kaj je bila komanda, to se je čakalo 3-krat predolgo, ampak ti denar gre pa v en znesk, ker niso hoteli delati, pač razparcelirati, zdaj 15 bo to, 25 še to pošteno, svetlo en znesk in manjše en koncert in pa se to... Ja, da bo vse, cel ta pol budžet. Ja. Ampak vse so rekla tudi tam, mi dva se zastavlja svoje ime, mi dva bo prišla to pogledati, Gašper je tukaj, nam ni problem prijeti še enkrat posnet, mislim, dvigam tudi stvari v zrak, če ne bo tako, kot bo,
ker to gre za ogromen znesek, mi dva se zastavlja svoje ime, zdaj da vi izkoristite naše ime, ampak ne, mislim, da kle res bojo rabili, premalo ga bo itak, tako da ga bojo dejansko porabili za te stvari, ki jih rabijo in mislim, če bo treba, bomo še pomagali tako ali drugače, ali z denarjem, ali ne vem, kako drugače lahko še, ampak bo to kar dolgotrajno. To bo, tam so plazove, ki so odzade, ne samo velike, ampak zastrašujoči, ker tam sem struge maj enega, ki se ga vidi, na drugi strani je tudi en, ki smo ga posneli, ki še ni toliko opazno, ampak je že šel 91 leta zravno. Tam je plazilo povsod. Ni kmetije v mojem kraju, ki ne bi plašal. To je bilo neverjetno. Kako pa je s tvojo domačo hišo? No, mi je zalilo. Moj avto je zalilo. Sem jih zdaj novega, drugega dobil. Teh avto je bilo toliko, da jih ni že noben odkupoval. Mislim, da v lučah poplavilo ali pa odneslo 30 avto. Plus tovornake, maličnega tovornake. Enega sploh ne najdi. Tovornake ni. Mislim, to je skupovanje. Ja, arheologi. Kaj so pa kle? Kaj pa to, ja, zakaj pa ta parkiral sred reke? To je neverjetna moč, je imela voda, koliko je prestopila. Jaz sem bil gor, to si ne moreš predstavljati, kako je hiter. Jaz sem še na avto domač uspel gor zapeljati, ker sem se obrnil, da je bilo v 5 minutah, je voda toliko narasla, da je mož bil v luftu. To ne moreš verjeti. A pa si v kakšnem trenutku se zbal za svoje življenje? Jo, možda. Teda je še elektrika delala. Progledal sem, če grem ta avto, me ne bojo na Ljubljem najdli. Pa se zbojiš za vse, ki se pod tabo. Jaz sem videl, če je že tle tako, niže mora biti še hujš, zato ker prijeta. Jaz sem Lučnice, tam je še Savinja in tam prijeta reki skup. Jaz sem videl, to niže je še hujš. Ker se je tudi vedelo, ker se je klicalo. Kakšnega genialnega komika bi lahko zgubili? Slovenija sploh ne ve. Ja. V bistvu vas je za 3 dni odrezalo od sveta. Ja, nas je odrezalo. A si se zbal za kolega? Ja, ful, mislim, da sem se zbal, kako pretransformirati zdaj Femiča, da delam sam. To je bila moja prva misel. In kako zaslužiti, da je njegov račun zdaj naredil eno turnejo poslovilno od Gašperja. Žaro, noč zravno. Žaro, pa ga roastamo, pa tako, vse stvari je šlo že čez glavo. To je to prvi klic, ki smo ga imeli, se nekaj, si že računa, da me ne bo. To se naredi, če si iz območja, kjer je voda. Nas je vse presenetilo, ker je bilo iz petka na soboto napovedano, bilo je pa iz četrtka na petek. En dan napovedi, če je bilo en dan prej povedano, oni bi to vse rešili. Jaz sem zaspal tisti dan zaspal v kratkih hlačah pa kratki majici. Mene je sosed Peter zbudil. Sam to sem čul, avto te bo odneslo in sem šel ven, to je cel plas prinesel, to je res neverjetna moč narave, tudi zdaj, ko hodiš po gozdovih, to je posod se plazove, to je neverjetno, kako je to naredilo. Pa fajn, mislim, ko smo prišli gor z ekipo, veš, že to, da smo prišli tja do njih, je jim pomenilo ful. Tako prvi ste, ki ste prišli do nas, da sploh je kdo vprašal, ko smo, kaj smo. Tako da ene smo kar dobili na ulici, tam gospoda v Strugah, smo rekli, boste kaj povedali, ja, komotin je še to z nami in nam je vse povedal. Tako je tudi ta vidik te topline in veš, da je nekomu mar zate in je ful pomenilo, ker je pa glih tukaj regaš preko, dokler je pod adrenalinom in dokler so vsi hodili pomagati ful, zdaj bo prišla zima, nikjer ni nobenega, keša že zmanjkuje. Mislim, ta del mene ful bolj skrbi kot ta, ko smo vsi imeli motivacijo. In je pa fascinantno, da dva komika lahko zberata čez 60 ur za ene stvari. Jaz sem mislil, ok, upam, da bo, če bo 3 ure, bomo gaš pa rekel, zihar bo 15-20 bi moglo biti, ne se mi zdelo, ne pretiravimo. In polje je bilo čez 60, smo rekli, super, da lahko tu z enim YouTube kanalom doseževa dva komika. Pa za kjerkoli druge ekipa bi bilo ful teže posneti, oziroma nemogoče, ker ne moreš ti priti zravno, to je... Pa tudi način, da so se pogovarjala, ker se mi zdi, da vsi novinari pride gor, pa jih sneme kot v živalskem vrtu, evo, pogledajte jih kle, zdaj. In vas kaj boli, da ste izgubili hišo, mislim, da itak, da jih... Kako pa se kaj vi počutite? Kakšna je izguba? Vsega premoženja. Tako da verjetno tudi zaradi tebe so bolj se odprli, ne? Je veš, da me se pa zatem to smehni kraj, si vse bolj, ki ne poznamo, če ga ne poznaš direkt, pa približno neš, če ga je, pa to pa si... In kljub temu, da ga poznajo, mu zaupajo. Ja, zelo lepo, no. Vaju takole decembra še vabijo na kakšne dobrodelne nastope?
Na vse žive nastope. vse žive. Vsak dan imamo, po mojem, po 5 klicev, ampak jaz ne sprejemam več, Gašper, ne vem. Jaz ne folgam več, jaz sem za letos fuč, ker je letos imamo to predstavo in niti, zdaj smo imela tako pa snemanjem za vnaprej, da skoraj na maile ne moram gledati, res. Ja. Se vem, da to je nekaj brezvezne jamranje, obstajajo dejansko fizično zahtevne šihti, si marsikaj dela misliti, kaj ta dva jamrata, ne, ampak si izmučen, ne, in se zbudiš, priješ seb, že greš naprej. Noben ga ne vidiš, mi dva se gledamo ne vsak dan, druge človeka ne vidiš, skozi v avto, na cesti, ali pa na odru, pa še greš kakor Ljubici, ne. Ja. Ali pa greš še kak nastop za podjetje, kam narediti, če ti rata. Zjutraj vstaneva, se sestavlja in novo bitko. In zjutraj se zbudiva razmontirana in se namontirava, pogledava kam pa danes. Ja, najboljše, kdo vpraša, kdaj ste tam. A kdaj zamešata? Ste se že kam drgam? Ne, so že kdaj ure, da je bilo recimo že ob 7, ne ob 8. Ja. Ampak zdaj nema sva kar organizirana, dejansko ne delujeva, ampak sva. Treba biti, drugače. Ja, drugače si konc, ne. Omenil si različne poklice, pa da obstajajo težji. Kako so pa domači sprejeli, da bo vajen poklic stand-up? Komedija. Ne, to je pa nek za vprašati. Če so sploh sprejeli. Ja, nisem kol zares spraševal, kaj se mislijo. Ti se ne moreš, mislim, delaš, kar delaš, ne. Ziher jih je presenetilo. Marsikaj šiht boljš. Mislim, ta šiht, ki ga mi delamo, to obstaja, kaj zares, mislim, kot stand-up 20 let, 30. Ja, v Sloveniji. V Sloveniji. To je malo težko razložiti, sploh, da boš to delal. Če ti rečeš, jaz sem vodovodar, sem kuhar, sem odvetnik, vsak vse ne ve, kaj to pomeni. Sem tudi za odvetnike, zdaj jih manj kolege. Vsi misli, vsi drugi misli, to pa to dela, noben ne dela to, kar si drugi misli. Ampak imajo neka predstava, za naš šiht je za večino ljudi ne znajo se ga razložiti. Ker je tudi, mislim, moraš biti res ful samoorganiziran in noben ti ne bo dal materijala, sam si ga moraš spisati, moraš si znati postaviti ceno, moraš se, ne vem, normalno meniti s temi ljudmi, če si čudak, pač se ne bojo več klicali, ful je enih dejavnikov, da ti ne uspe. In zato je toliko malo komikov, vedno je več slabih komikov, ki delajo kot dobrih, ki so doma, ker enostavno je potreba toliko velika in popraševanje, da ni dovolj komikov na trgu. Tako da tej, ki smo, delamo, ampak ni ne šole za to, ni nobenih pravil, oziroma sistematizacija se bo zgodila najbolj v naslednjih letih, ker itak rabimo še ta razvoj znotraj te panoge. Ampak se mi zdi, da pol starši, če se ti lahko preživljaš od tega, živiš samo od sebe, in si srečen temu, mislim, da jim je to lepo videti in ne rabi več skrbeti. Ne, se mislila sem bolj te začetke, ko še ni bilo jasno, a se bo tega dalo živeti. Mislim, zmeraj je bilo, boš ti kaj študiral. A si boš kakšen pravi poklic. Spomnim se fotra, ko mi enkrat čestitu, vse najboljše, upam, da boš kaj naredil sebi, pa vre, vse nekaj si želim. Tako da ja. Mislim, moraš kar potrpeti to. Ja, mislim, imamo mi težave s tem, ker ti veš in verjamaš v to in moraš se te, ko se še razvijaš in prihajaš do tja, pač to glavo dati dol in te kamne pač nositi in to, kar mečevati in to pač prenesti, ker če tega ne preneseš, ti ne rata in pol dejansko imajo prav in you have to prove them wrong in to obdobje je najtežje, vedno. In če to zdržiš, si zmagal, mislim. Ja. Pa ti delaš nekaj, kar prej nisi čuli in Pa pridejo zdaj na vajne nastope, jih nasmejita? Od enega starši ne. Od enega pa ja. Bom ugibala odkud. Je to tudi odvisno, kaj ti paše. Ali pa če jih sploh povabiš. Ja, ali pa ne, več to mislim. Ja, mogoče jih moraš za začetek povabiti. Ne, ampak meni se to zdi logično. Se šihti. Ne, mislim, ko ne bi šel policaje gledati, kaj dela, recimo. Ja, ker ni namenjen. Ja, ampak me ne zanima. Tvoj šiht je namenjen temu, da te gre nekdo pogledati. Ja, ampak ni za vse, ne. Ja, je pa res, da moraš to. Jaz tudi ne hodim na balet, recimo. Ne, absolutno ne. Sem bil, ma ne šel več. Hodiš pa na erotične sejme. Ja, recimo. Ampak kako je bilo? Zelo delovni vikend za tabo. Delovni vikend, zelo izredno zanimivo. In si povabil starše? Ja.
so bili ljudje, ki sem jih poznal, definitivno tam, ampak ni bilo žlahte, izredno zanimivo. Si srečal koga, ki je malo sklonil glavo, da ga ne bi. Ja, sem srečen, ampak sem tudi, mislim, zelo zanimivo je bilo. Imaš na eni točki ugotoviš, da tebe ena ženska snema, jaz ne bom. Zase. Za sebe, ja, ker to ni snemala. Mislim, ful je zabavno, ker je to čist drug svet. Dobila, mislim, lahko povem, grem, da bi to povedal, ampak ena zvezda tam je dobila, mislim, 2 dni je delala, trdo delo, ne? Imela italijanskega žrebca, ki se je res potrudil. Italian stallion. Ja, in v tem imaš, ko vse tam gleda, imaš modele, ki prej s kamerami snemati, ki tako ne ve, da internet obstaja očitno, ali pa hoče sam zoomirati, kolikor se da. Ti ješ, to nimam bene vize s tebe, ne? Ti ješ, tam se pač onegal je zravno. In meni je to fascinantno, pa se pogovarjaš z njimi, ugotoviš, kaj so, ampak ta, recimo, 2 dni res trdega dela, neči ne premakne in pol dobi na koncu nagrado za najboljše izvajalko in se začne trist. In skoraj da joka tukaj vesela. In jaz sem mislil, da bom crknil smeh. In komu se zahvali potem Občinstvu in staršem, ja. Kot zanimivo spremem, da je po poklicu kuharca in je rekel, to je pretrdo delo bilo. Zanimiv vikend. Torej. Zanimiv vikend, ne. Kaj pa si ti kaj počel? By the way, Izkorišča za počitek. super vikend, priporočam ga vsakmu, res, ker je marsikaj spoznaš, mislim, zveš vse. Svoje čase si bil pa tudi ti voditelj. Ste bomo še kaj lahko gledali po televiziji? Jaz mislim, da ja. Kdaj in kje še ne vem. Ampak je to stalno nekaj, kar je odprta opcija in stalno se nekaj dogovarjaš. Jaz nisem nikoli se toliko dogovarjal kot za projekte na televiziji in nikoli nisem bil tolikokrat zavrnjen kot na televiziji. In 90%, o katerih se komiki pogovarjamo, jih na koncu ne delamo in to je del našega poklica. Tako da, ko smo mi 2 zavrnjena, je samo nekaj normalnega in poznava ljudi, ki se pač jokajo, ko so prvič zavrnjeni. Moraš iti čez to. Je življenje utrdilo. Ja, pa tudi veš, da je to biznis. Mislim, je šov, ampak je šov biznis in enostavno številke morajo štimati in ko štimajo, delamo in nima to veze ne s tabo, ne s tvojo kakovostjo, ampak je ful enih dejavnikov. Tako da, ja, absolutno bom to še delal, kdaj in kje bo najbrž zelo jasno skomuniciral. A pa imaš kakšne želje, kakšen ti podaja, verjetno kakšno zabavno da? Ja, zabavno da. Pa zelo rad bi delal kontaktno da. To se mi zdi fajn. Mislim, vidim tudi Gašperja zraven, da mogoče bi nek format, ali pa mogoče pač Femiča sam razvit na to raven, da sploh ne bova rabila več televizije, ampak bo televizija želela naju, pa midva tega ne bova rabila. A ponud glede tega pa še ni, da bi Femiče... Mal je še predrzno, ker so zelo jasno o tem, da uredniške politike ne želiva in je tudi ne bova upoštevala. Ali pač za dober denar, ker vse ima ceno, tudi najna cenzura. Ampak mislim, da ja, da je sam težava ta, da je produkcija prezahtevna, zato ker mi 2 bi želela imeti in zdaj so taki časi, da se pri produkciji zelo špara in enostavno vidimo, kaj se dogaja in pač nočeva pa delati slabih stvari več. Bi pa z veseljem imela naredila kak panel show ali pa kaj, kar mislim, da manjka v Sloveniji. Pa težava, da v tem ni denarja, zato tudi nimamo toliko teh oddaj in je to bolj luksus televizije, da ima recimo oddaja tipa Kaj dogaja ali pa Jure Godler. Sta kaj sodelovala pri teh oddajah? Ja, tudi pisala smo. Pri Kaj dogaja, jaz sem bil scenarist, Gašper je bil svoj nek part, kjer je bil zelo zabaven. Jaz sem igral Havdereta v Ljubljani. Ja. Pa mislim, pišemo tudi za druge, no, tudi kot ghostwriterja o tem, da nas nikjer ni videti ali pa napisati ali pa nas celo navede kot soavtorje. Sem delal vse živo, karkoli. Kako pa izgleda ta proces, ko moraš biti smešen na ukaz? Se pač usedeš in pišeš? Ja, veš kaj, z leti razvijaš to obrtniško veščino, da pač ne čakaš več na vdiha, ker v mladih letih se mi zdi, da sem kar hodil neki po Ljubljani pa čakal, da me Bog poljubi in reče, evo Žan, 15 minut novega, ampak to se zgodi 1 do 3 na leto, ali pa tudi ne. Se zgodi, mislim, dobiš, ko ti pade cel nek nov bit v roke, tako dobesedno zgodba jo poveš in kar deluje. Gašper ima tega še več. Še hujše, ker je nekaj, kar vidiš, ki je tem smešni in ne moreš spraviti v material. Jaz sem letos hodil v Ljubljani in videl eno gospo,
ki ne more tega spraviti v material, ampak je bila kruta in smešna. In je pač golobe, balkon je imela in očitno je stanovanje bilo prej prazno in ga začela pucati in je imela mehne golobe. Gor in ona zmetla vdaj, jebočo te golobe! In jih je tam ven dobivala in golob, v njo, one tamali in po jih je tam pol ure se kregali, gre na balkonu, na tistim golobi se kregala, jih metala sem pa tja, mislim, ki je tako bizarno je bilo in ne morem tega spraviti v nič, ampak si želim, da bi lahko dal ven, ki je bilo... To je geneza. Moraš videti, Imamo da je nekaj, smešno. ampak... Ja, in ne gre naprej, ne, in čas imaš to, da imaš res nekaj imaš, ki veš, da bi lahko spravil. In pol ne, pol lahko, ampak si je pa fajn zapisati, ker lahko leta kasneje. Prej sem zdaj predstavljam en kratek joke, ki sem ga imel na zaloge po moje 7 let. Nisem vedel, kje ga uporabiti in pa prije zravno. Plus, da na odru se različne ljudje delajo. Eni si napišejo ves material prej, jaz recimo si napišem bullet pointe ali ne in po na odru razvijam, ali pa v glavi, pa v avtu. Moraš imeti res toliko nastopu, da si to lahko privoščiš in toliko moraš biti že izdelan na odru, da imaš ta pogum in znanje to narediti. Ker ko si mlad, pač moraš kar napisati, pa iti probati, ne. Ja, ker mi smo imeli, jaz vem, da ko smo še v Firsteri delali, ne, jaz sem na poti, vedno na poti z busom pisal, da sem imel ena stran materijala, da sem probal vedno nekaj novega, ko priješ v ta tempo, priješ v ta mindset, ne, da moraš skozi nekaj dela, da probuješ, ker je pri našem šihtu je najbolj nevarno, da si enkrat zadovoljni. Aha. Res. Prav nezadovoljstvo je gonilo. Ne moreš biti, mislim, fajn je, da sej veš, tole je s svojim materialom ali življenjem? z materijala. A ni to isto? Ne vem, če. Ne, z materijala, ker to sem jaz videl, da dost, ponavadi je tak, 99% ljudi, ki to proba na en točki neha. Ja. In ponavadi je, ali je v parih nastopih, v parih mesecih, ali pa v parih letih. Pa bo nekaj 3-4 leta Osip je res velik. Usip je velik, ne. In imaš to, mimogrede, to je najbolj bizarn posel glede ljudi, ki pridejo not probati. To je, noben imaš šifte, morda sam pri kuheriji, so taki norci noter, ki je pri nas, ne, ki ti res pride iz vseh fohov, vsa mentalna stanja, vse, kar si lahko predstavljaš, najboljšega, najhujšega, pride na kup in dostikrat vidim, da je, ko narediš 15 minut onega materijala, ki je dober, ti je enkrat udobno to in pol ne piše in naprej. To se dostikrat naredilo. Dosti ljudi z veliko potencijala, več, ki smo ga midva kadarkoli imela, je nehala zato, ker si ni upala napisati te drugih 15 minut. Ker to deluje, kaj pa ki ne bo. Ker ti greš čez en proces bombanja. Ful moraš biti pripravljen požreti to, da si slab. Ja, ti greš, ko nov material delaš, ko ga probaš delati res v enih pajzlih, da ga čim manj ljudi vidi, ne veš ti brez publike, kako bo šlo. In ko to probaš, to res boli, ko si ti nekaj v glavi, da to bo šlo, to bo fajn. To so te neprespane noči. Tišina torej. To ni Tišina. smeha. Ja, ne odziva, veš kaj, ti iščeš vseeno neko potrditev skozi publiko in problem je s tem, da pa to, da jamčiš svojim imenom in priimkom in dejansko govoriš iskrene zgodbe in ko te publika ne potrdi, je to tako boleče, da ti si šel klej, sem vam zdi dal srce na pladnju in vi ste rekli ne in ti si... Ne, me ga bom pa narezali, ne. To je res boleče. In če tega ne zmoreš preživeti, pač ni to zate. Oziroma ne boš uspel in... Mislim, imaš biti malo funkcionalnega psihopata, da greš čez to lahko, ne. A pa kaj spremljate, kakšne te mlajše zdaj, ki prihajajo v stand-up? Vedno. Mislim, stand-up je zelo tak scena. Mislim, zelo smo cehovsko naravnani in se vsi poznamo med sabo in se vsi spodbujamo, ker vemo, da je potreba po temu, moramo prenašati znanje, moramo si omogočati nastope, ker te mlajši ne dobivajo nastopov, če jih ne nekdo povabi nekam, kamor je on povabljen, ali rabiš dodatne minute, ali daš nek manjši honorar, se odpoveš za to, da oni nekaj dobijo in da jih vzgajaš in pridobivaš in dejansko starejši komiki, tudi naju dva so vzgajali starejši komiki in so nam dali priložnosti od Tina Vodopivca, Perice Jerkoviča, ogromno enih ljudi, ki so nas vabili zraven in tako rata. In se ne bojimo drug za drugega, zato ker je spet osip tako velik, povpraševanje tako veliko in vemo, da če ti enemu pomagaš, bogatiš in njega in sebe. Tako da ne vidimo nas slabega. Plus to, da enkrat karijera gre gor pa dol, in to, ki se enkrat
v eni določeni starosti, rabiš ti mlajše generacije, da ti pomaga nazaj tudi priti, recimo, zato ker ti boš se bo pojavil nov medij, nov način komunikacije, ti znajo pomagati, ko boš ti že prestar morati za to, pa da ti imaš vedno novo publiko dobivaj. Ti pa najbolj, da te gledajo od 30 do 50 let stare, ne, ampak ti za njih nastopiš, se stara zravno, ampak mora se pa publika menjati. Pa še zmeraj nam pomaga ljudi. Ne vem, pri tej predstavi nam je pomagal ful Igor Bračič. Ja. Ne vem, Tadej Tošnama je ful ena velika inspiracija in človek, ki je vedno pripravljen se pogovarjati z nama tudi pol ure. Meni je Boris Devetak ful pomagal skozi leta, ki sem ga gledal, ne vem, na TV Popru, ko sem bil mulc, pa je človek starejši od mene 30 let, pa sva prijatelja, da so bila sošolca. Tako da komiki smo v bistvu, včasih se mi zdi, da smo ena ločena vrsta, no, človeška. Zato, ker kamorkoli si hočeš imeti komika in ko si s komikom gledaš na situacijo čisto drugače in ti je zanimivo biti opazovalec in dokumentirati. Kaj pa ne komiki, ko pridete v družbo, ne vem, prijateljev vedno pričakujejo, da boste smešna, da boste... Ne, prijatelji že vejo, da ne. Nisem kakšni, ko nas ne poznajo, mogoče to pričakujejo. Včasih, če si da si, če ne pa ne. Mislim, jaz probam biti čim bolj človeški, no, kakor se počutim. Zdaj, Kašper, pa vseeno je ta zna šalomat. Ne, jaz sem lustiger. Šalomat. Lustiger sem, ampak me pa čas mi gre na živce. Ne pri kolegih, ampak še posebej, ki je z alkoholom mešano, pa da priješ nekam, kjer se že... Da je povejen vid, nasmej me. Ja, to. Takoj me nasmej. Stari, nekaj, lih sem prišel, zadnji sem imel na pumpi v baziri enega modela ob 6 popoldne. Jaz sem ne naspan z enega nastopa na drugega šova in on bi zdaj tam bi lapo, ne. Pijan je bil. In se mi ni dal, da pa moraš zadrževati, ker nočeš biti nesramen, ampak ne rabi ga posla nekam. Prišel sem si po kavu, ne rabim že tebe kot budilke zravno, ne. Eni pač ne znajo komunicirati, zdaj ne, da sem jaz perfektno v tem, ampak... Absolutno ne. Moraš pa kdaj tudi opaziti, ne, kot človek, da ni vsakič moment za diskusijo. Drugač, sem vedno rad vesel, pa vedno se rad zajebam. Sem pa bolj zadržan, jaz sem bolj opazovalca. Zadržan. No, ampak mi skozi opazujemo. Ne pomeni, da bomo skozi lapali. Komod bi delala za obveščevalno honorarno. Ja. Dobro opazovalca. Zdaj pa, če se ozremo še malo naprej, no kakšne načrte imate pa mogoče za prihodnje leto, ali sploh nimate časa še o tem? Zdaj, opazila sem, da greste na neko križarjenje. Točno. Ja. Ne samo uživati, tudi delati. Delati, vidiš, to je, še dopust mora biti povezan šiht. Ja. Gremo na, kaj je, Kruzič. Ja, Kruzič. Le kdo je prišel s tem imenom, ne? Ja. Ful dobro ime. Genova, Marseille, Barcelona in nazaj. Se veselite tega? Čisto nova izkušnja. Ja, jaz še sploh nisem bil na križarjenju, iskreno. Jaz tudi ne. Imam tudi svoje mnenje o ljudeh, ki križarijo, ampak ga ne bom povedal. Tudi ne bom. Ampak bi rad bil del te epizode, da doživim, da sem enkrat ta debil. In mimo grede ne moramo biti slabo na križarjenje, ker bomo ujete s temi ljudmi gor, ne. Boste pa nastopili za slovenske goste, ne? Upam. Ne, čeprav pa ful ljudi, ko je pisal, ko se dejansko odloča prav zaradi programa, da gre z nami, zato dobiš ti Ičkote 1, Ičkote 2 in še Femiče. Se pravi, ti boš delal vse dni, ti pa... En dan, in drugi 2 dni. Primek te rešil. Ja. Si dober, delaš enkrat, si slab, delaš 3krat. Še kar moram dati tule 2 uhančka črne lasi, tam spet Bergantič. Jaz sem delal, on Aleksandra, se spomniš, ko smo ga snemali, kak je. Tiste je bilo tudi en sketch model, kjer sem jaz igral tega modela, ne. Sem v bistvu ponažil mojega sošolca Aleksandra. In marsikjer, mislim, sem jih pretencal. Koliko naprej te pa zanima? Za 1 leto, 2 leti? Ja, koliko imate planov? Mislim, kam imaš ti plan? Kje se vidiš čez 10 let? Ne, za naslednje leto. Mislim, za naslednje leto, kaj bomo igrala še predstavo, ne? Do poletja. Po poletju bomo videli, kaj se bo zgodilo. Vsak ima itak še neke svoje projekte, ki si jih želiva delati ločeno. Femiče bo definitivno delala še naprej. Imamo dobro ekipo, imamo dobro organizacijo, zdaj počasi tudi imamo pokrovitelje, ki nam bojo pokrili
te stroške, tako da super, da lahko z ekipa. Ja, pa če bi še kdo bil pokrovitelj, smo vedno dosegljivi. Ja. Razen, ko ne odpisuješ na maile. Ja, se ne odpisujem. Mogoče je ful pokrovitelj. Ampak če vidi, kao full cache, bo kliknil. Ne dajo pod zadevo. Ja, naj se mail kar začne za cene, to bi bilo tudi razpeljen. Cifro. Ne, ja, imamo oba cilja. Jaz Briganta full šuntam, da naredi eno blues ploščo, čeprav on si želi bolj rap. Ampak da to neko to plat... Ja, nekaj, tiste se že mene za druge leta. Jaz hočem nekaj iz ilustracije narediti, si že obljubljam. Ful dobro riše Bergant. Ne, mislim, poprejšnje rišem, ampak lahko pa svoj stil nekaj naredim. Rad bi to naredil, rad bi nekaj z muzike naredil, da se malo loči tudi, ne, da imaš... Pa lovc postaja, ne? Ja, to sem pa zasledila, kako gre. Super je, uživam. Vse zato tudi pojzeri. Samo da nisi puške prinesel. Ne, sej tudi nimam še, sej sem pripravnik. Oziroma, imam eno, ki sem dedoval, ampak tiste je bolj za okras. Imam tudi izpit, da ampak ja, to manj še narediti. Zabavno je. To je pa, tiste je pa komedija s puškami. Tuk, vic moherju, ki je pa v tej družbi, pa še nisem doživel. Res je zelo fajno druženje, manj priznati. In tudi v drug svet greš. Mene to vedno pomembno, da se malo, jaz tudi rad hodim naokoli, pa to, jaz se rad odmaknem, ampak odmaknem z ljudmi, ki jih ne poznam, tudi sem pa tja grem na kakšno potovanje z neznanci in se večino izkaže kot dobre ideje. Ker ljudje, ki si ti primoran se družiti, recimo na busa, pa kaj, ali pa na tedenskem potovanju, ali pa mogoče dvotedenskemu. Hitro se izlušči, kdo je on, s katerim se ne moreš družiti in kot neka celica se združi ljudje, ne, in najdejo skupne točke in je ful zanimivo. A skupaj ste že bila na potovanju? Ne, zdaj prvič, smo neki. Ne. A zdaj gremo prvič na to križarjenje. Ja. Ne, mislim, da nisva bila. Ma ne, non-stop so skupaj. Ja, mislim, da bi mogel dopust stavo načrtovati, se pa res grozno. Eno od naju bi popeno. Ja, ali pa pač, veš, ugotoviš, da si za skupaj, tudi to ni v redu. No, zdaj sta vidva malo povedala od planov, jaz pa vedno za svoje goste, za konec vseeno smo časopisna hiša, pripravim 3 časopisne naslove, kje jih jaz mogoče vidim oziroma predvidevam, kaj bi lahko brali o mojih gostih v prihodnje. Zdaj prvi naslov je tak. Bergant in Papič odprla stand-up šolo za začetnike. Prej ste omenila, tega v Sloveniji še ni, da bi mentorirala. Ne rabiš, sem mrsan delat. To je, mislim, fajn je, zdaj se je klub tudi odprl, fajn je, da je scena, da lahko mladi komiki nastopajo, ampak noben te ne naučil. Se ne da. Ne, a se boš sam, če boš vprašal za nasvete, ga bojo vedno dali. Ampak to je foh, ki ga moraš ti pogruntati z gledanjem drugih in vadbo. In s to nastopu rabiš, da boš pogruntal, če si približno za. Pa še pa ene 5, da ugotoviš, če dejansko boš to delal. Ok. Torej ne. Ne. Ok, drugi naslov. Gašper Bergant in Žan Papič s 500. epizodo Fejmičev presenetila gledalce. Absolutno. Bo 500 epizod? 880. 888. In kaj bi pripravljal taki jubilejni oddaji? Jaz bi papeža imel. Papeža? Ja, Wow. v italijanščini. Koga bi imela, če bi bilo res sky is the limit, ni omejitev, vsi bi rekli, ja, kdo bi bil tisti prvi gost? Lahko tudi že pokojna oseba kakšna. Koga bi gostila? Nikola Tesla, Albert Einstein ali pa Charlie Chaplin ali pa Pamela Anderson. Jaz bi imel Louis C.K. ali pa Patricio Nelo. Okay. Ivan Cankar ali pa Ivan Tavčar. Srečko Kosovel, evo njega bi imel. Predstavi ga omenjaš. Ja, to vidim. Kaj je temu dečku delalo po glavi? Odkje je bila inspiracija? Ja, exactly. Ne govorite o meni. Še tretji naslov, Papič in Bergant se podajata v resničnosti šov. Zdaj verjetno ponudbe kakšne prihajajo, ne? Pred leti so dejansko bile, zdaj pa ne. Pa jo ne vabijo? Plesni, pevski, kuhar? Ne, jaz sem bil enkrat na kuharskem, na onih, kaj že, priprave pač, ki se te ocenjuje. In me se rekli, če sem tekmoval, veš pa, da bi šte vprašanje, kaj bi naredil, če Mojca unma to na dipestek? Absolutno mi je vseeno. Jaz sem ta tekmovalen model in tudi ne pašem na te vdaje.
Mislim, da nas že poznajo, da ne bi, čeprav te plesne in to ajde, to še greš, sami tak zdaj tega ni. Mogoče v super par. Super par, evo, to bi lahko šla, ja. Kot plesni par. Zdaj tako lepo dopolnjuje. Ja. Le kdo bo plesal žensko pod naslov. Torej, tudi tam vaju ne bomo gledali, gledamo pa vaju lahko pač na odri. Lahko bi bila komentatorja, to bi pa bil resnično, če ga šel. To pa z veseljem. Ti še posebej rad gledaš kakšne šove, ne večkrat poveš. Ja, jaz to gledam. Tu je šove. Ja, tu je bolj, tudi pri nas gledam, sem pa tja malo cajt zmanjkuje, ampak red gledam ta nabor ljudi, ki jih izbere, pa to, mislim, ne vem, če znaš to, daj 90 Days to Wed. To je manj dejansko najljubša oddaja. Oziroma 90 dni do poroke. Ja, fantastično. Snemajo pač kaj? Snemajo, koncept je genialen. Oni najdejo super kandidate, Američane, ki si grejo poročiti, najdejo partnere v tujini. In ponovadi so to ljudje, ki v Ameriki pri 340 milijonih ljudi nisi najdem benga, ki bi jih prenašal. In pogreje na Filipine, ne vem kam, da imaš že obratno, da Američani hodijo drugama, ne, imaš spin-offe teh vdaj in najde res dobre kandidate večinoma, no. In je za crkven ti to gledati, res, ker vidiš, ideja je ta, da se morajo v 90 dneh odločiti, ali se poročijo, ali ne, da dobijo vizo, ja, ja. Aha, za vizo, v bistvu nagrada vizo. Za to, ki se poročam, ta pa res verjame. Ja, in če imaš malo občutka za ljudi, takoj vidiš, kdo se hoče poročiti za to, da bi v Ameriki prišel, pa kjer je dejansko zaradi ljubezni. Seveda obstajajo pari, hvala Bogu, ki se tam zaradi ljubezni, ampak ni jih veliko, no. Ja, nič fanta, najlepša hvala za obisk. Hvala tudi tebi. Ja, hvala. Zdaj prej sta me malo užala, ker res rada hodim na križarjenja, tako da me malo žal, da sem včeraj kupila vajno majico. A lahko pokažeš, to Hanna Stupica je to naredila, jaz sem medved. On pa zajček. Kdo bi si mislil, ne? No, zelo lepa majica. Yeah. Ampak pač uživajte na križarjenju, zelo se boste zabavali. Pa pridi, če uživaš, ful bo dobro. A si že bila? Ja, redno hodim. Fajn, ne, ker to je... Sem čakala kakšno želitev za tiste. Ne, nismo. A si že bila v Marsejlu, pa Barceloni, pa Genovi? Ja. V vseh treh krajih. Res? Ti si v bistvu že bila na tej poti, si v bistvu prav na tej kruži. Ja, žal sem zgrešila vaše nastope, ampak mogoče pa kdaj drugično. Dvojni strošek si imela, kaj bi pokrila vse tri v enem šusu. Ja. Ko pride. To so odločitve v življenju. Vaju pa zato danes tukaj lahko gostim. Hvala vama, vse dobro vama želim. Speljta ta december. Bova. In upam, da se še kdaj vidimo. Če bo pa kaj, smo to slavna, da bo pisalo v vašem časopisu. To pa zagotovo. Se pa beremo, ne? To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.